pozdrav, z vami Silvija iz skupinice Razmik trebušnih mišic Diastasis recti. Hvala, ker me spremljate na moji poti. Zdajle pa kratko poročilce za nazaj. Če ste videli že slikco v skupinci, boste videli, da sem opazila, da stojim skupaj nogam, da jih nimam v širini ramen, tako da zdaj probam to korigirati večkrat. In tako, če te kdo slika, včasih vidiš, da lahko kakšne stvari še popraviš. Potem še zmeraj vztrajam pri pravilni drži, pri pravilni hoji. Tako da nekih novih ciljev za naprej glede same drže nimam, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da imam še veliko za popraviti za nazaj. Predvsem to se pravi hoja, drža, pozicija nog. Tako da moram reči, da se bom kar držala tega. Kar se tiče vadbe, moram reči, da mi gre v bistvu ful dobro. Nekatere vaje že lažje izvajam, ne moram reči, da so že čisto na easy, ampak moram reči, da se kar pozna, tako da zdaj že delam 14 dni vaje, tako da je veliko lažji. Muskulfibra ne porajtam, nobenega posebej. Se pa zdaj s 3. tednom začne intenzivna vadba pri mutu sistemu, česar se po eni strani veselim, po drugi strani me je pa malo panika. Zakaj? Zato, ker se čas vadbe podaljša. Pa že zdaj tako delam vaje zvečer in še zmeraj mi to ful odgovarja, ker ful zavlačujem. Namreč usedem se na foteljček, pospava mojega fantka in potem se mi kar ne da vstati in čakam do 8:30, pa do 9, pa do 9:30 in pol 10 se spravim vaje narediti in je že res pozno. Skratka sem se odločila, da to intenzivno vadbo bom probala delati čez dan. Potem pa sam tisti, kar je še zvečerno, kar ostane, kar je klasična vadba. Tudi po Bumpromu se mi zdi, da čez nekaj tednov bom lahko že dodala kakšno vajo, ki sem jo na začetku skenslala. Tako da moram reči, da napredek se vidi. Kaj še? Ja, glede prehrane nisem kaj dosti spreminjala, tako ali pa tako sem rekla, da ne bom, že v štartu. Tako da v bistvu edina stvar, ki sem jo zdaj spremenila, je pač to, zjutraj mi ful paše jogurt, tako pač zato, ker to moj fantak je jogurt, tako da moram reči, že za zajtrk imam velikrat jogurt, pa kakšno sadje, pa kakšni kosmiči, tako da to sem malo spremenila, ampak ne tako, da bi pač zmogla, no, tako da pač kakšen dan še zmeraj pojem normalno kruh, pa med recimo ali pa tako. Tako da glede same hrane ostaja isto, se mi zdi, da dosti zdravo jemo, tako da kakšni prekrški so pa tudi dovoljeni. Ful sem bila optimistka v prejšnjem videu glede tekočine, da 2 litra je pa ja najbolj optimalno zame in da to pa ja mi ne bo problem popiti. Skratka, pogorela sem na celi črti, namreč ni mi uspel, več dni zapored. Zakaj? Pa ne zaradi tega, da ne bi mogla, da bi se mogla siliti, ker to mi je sploh mi ne paše, no, običajno se ne rabim siliti, ampak pozabim, nimam naštiman in pozabim. Tako da sem se zdaj odločila, da sem si naštimala eno stekleničko, ki drži 8 deci, nekako 3 stekleničke oziroma malo manj kot 3 bi mogla spiti v enem dnevu vode. Tako da mislim, da mi je zdaj zadnja 2 dni, ko to počnem, veliko lažje in mislim, da zdaj v tem tednu ta cilj obdržim, to se pravi 2 litra vode in da mi bo pa zdaj uspelo, no, ker se mi zdi, da je res lažje. Sprehodi so zadnji 2 dni fenomenalni. Zakaj? Zato, ker je sonce in je tista pozitiva v zraku in vidim druge mamice, ki so vzeli z vozički in nasmehi na obrazu, ki šibajo in hodijo tako kot jaz. Tako da ja, je res ful vreme vpliva, no, kljub temu, da je res slab izgovor, da pač vreme je slabo in se mi ne da iti na sprehod, ampak moram reči, da je res velika razlika, no, ali je sonček ali pa pač zamorjen dež, tako da ja. Zdaj v naslednjem tednu me ne bo doma, tako da bom vse stvari, ki jih rabim sabo za vadbo, vzela sabo. Normalno se pa slišimo v četrtek, tako da jaz upam, da boste pisali kakšne spodbudne misli, tudi zdaj, ko se začne intenzivna vadba zame. Jaz spodbujam vse vam, ful držim pesti, da nam vsem skupaj uspel, vsem tisti, ki vadite z mano. Tako da ja, slikce vam pa dam na konc tega videa, zdaj takoj, ko zaključam, da boste videli, kako držim fantka, če mogoče kjeri pomaga, da še ona proba ta način drže, raven zaradi tega, da ne dajemo tega boka ven in nam ne podre te pravilne drže.
Kar se same drže tiče, bi rada omenila še to, da ni naravna. No. Ni mi ta pravilna telesna drža, mi ni naravna in se mi zdi, da bom še kar nekaj časa rabila, preden mi bo. V koliki meri pa mi bo sploh, bom pa videla čez tedne. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, če imate karkoli za napisati, lahko napišete spodaj pod posnetek na YouTubeu ali pa kar v skupinco vprašate. Tako da, zaenkrat je to. Še slikce sledijo, tako kot vedno, se veste, jih tam v skupinco, pa te, ki so za držo otročka na koncu videa. Tako da, vidimo se naslednji četrtek. Čau, čau!